Živijo. Sem Eva Klajnšček, stara 17 let in zadnje leto in pol se borim z boleznijo, ki mi je s stalnimi bolečinami in operacijami milo rečeno obrnila življenje na glavo. Z vami želim deliti, kako sem se vsej tej nemoči, obupu, bolečini in solzah pobrala, naredila korak naprej in sčasoma našla novo upanje, s tem pa tudi veselje. Ko sem se srečala z vprašanjem, ali je trpljenje lahko veselje, je moj prvi instinktivni odgovor bil ne. Preprosto ne, nemogoče. Stvar je v tem, da nočem olepševati bolezni. Vsak dan je borba za življenje. Tega pogosto niti ne opazimo, ker se najhujše bitke ne dogajajo samo v bolnišničnih posteljah in na operacijskih mizah. Veliko se jih dogaja tam, kjer jih nočemo videti. V samotnih domovih, osamljenih kopalnicah, na robovih mostov. Pogosto so najhujše bitke v naših srcih in glavah. V trpljenju je težko govoriti o veselju, še posebej o teh naših običajnih predstavah veselja, saj si se mnogim vsakodnevnim malim veseljem prisiljen odpovedati. Včasih je največje veselje že samo v tem, da si vstal iz postelje. Kdaj še to ne? Ali pa že samo to, da si preživel noč. In kaj ti vsem tem ostane? Sama sem v tej bolezni zelo močno začutila, da resnično ne živim zase, ampak za druge. Načeloma vsi poznamo ta koncept, a mene dobesedno ne bi bilo več, če ne bi živela za druge. V najhujših trenutkih sem vztrajala samo še iz odgovornosti do tistih, ki jih imam rada. Takrat, ko meni moje življenje ni pomenilo čisto nič več, sem se spomnila na vse tiste, za katere je še vedno nosilo neprecenljivo vrednost. V tem je posebno veselje, a hkrati velika žrtev. Preživela sem za druge in zdaj to nadaljujem. Velik preskok v miselnosti sem doživela tudi, ko sem se končno nehala spraševati, zakaj jaz in predvsem, kaj sem naredila narobe. Težko je namreč verjeti in kasneje sprejeti, da ti je Bog mogoče res namenil to trpljenje, da ti je namenil, da ta mali križev pot pretrpiš z njim. Prej si misliš, da te je zapustil in pozabil, ne pa da je to prava pot zate, kaj šele Božji načrt. A mislim, da je smisel res prav v tem, da On, ki me najbolje pozna, ve, da zmorem. In ne samo, da zmorem, ampak da bom na tak način naredila še veliko več dobrega, kot bi zdrava lahko kadarkoli.